Zdravniška stavka je, kot vemo, napovedana za petek 18.4. ob 8. uri zjutraj, kolikor se na pogajanjih ne bo odločilo drugače. Zaenkrat velja, da naj bolniki spremljajo obvestila v medijih, ker se lahko še do četrtka stavka odpove. Na oddelkih zaenkrat načrtovanih operativnih posegov ne odpovedujemo, bolnikov ne prenaročamo. Seveda smo pa pri večini pacientov dobili njihove telefonske številke, imamo njihove naslove, smo lahko z njimi v kontaktu, oziroma lahko tudi pacienti sami pokličejo na oddelke in se pozanimajo, kako in kaj v konkretnem primeru. Zdravniki še vedno upamo, da bodo pogajanja stekla v pravo smer in da bo sporazum z vlado dosežen. Kako boste organizirali delo v času stavke? V času stavke bo delo organizirano v skladu z zakonskimi določili. 46. člen Zakon o zdravniški službi določa, da se opravijo vsa nujne zdravniške storitve oziroma vse storitve, katerih odlaganje bi lahko povzročilo v kratkem času poslabšanje, očitno poslabšanje zdravja ali vodilo celo smrt. Obenem pomeni to zagotavljanje vseh zdravstvenih storitev za otroke oziroma mladino do 18. leta starosti, za vse bolnike starejše od 65 let, vse storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom, preprečevanje infekcij, za vse poškodbe, zastrupitve in drugo stanje. Vse te podrobnosti bodo objavljene tudi v medijih, enako bodo napisani pogoji in zakonska določila stavke na posameznih oddelkih, če bo koga zanimalo, se lahko vedno tam še obrne za informacije. Glede na to, da bolniki v bolnišnice vendarle prihajajo z napotnicami, bodo verjetno informacije dobili že pri svojih osebnih zdravnikih. Ja, mi se zavedamo, da bodo zdravniki družinske medicine in splošne medicine tukaj v bistvu na prvi fronti, na prvi črti in oni so tisti, ki bodo morali sprejeti oziroma predelati prvi naval pacientov in potem seveda tudi odločiti, kako napotiti tega pacienta naprej na sekundarni oziroma terciarni nivo. Tudi pri nas bodo potem organizirane triažne ambulante, kjer bomo take paciente z napotnicami pregledali in odločili, ali gre za nujno stanje, ki zahteva takojšnje ukrepanje, ali pa ne gre za nujno stanje in bo zdravljenje oziroma postopki, diagnostika, terapija odloženi na čas po zaključeni stavki.